Gospod Urankar, vi ste podjetnik, ali bi vi vložili, bi vi kupili, če bi imeli seveda denar, en del tega, kar je ostalo od Adrie? Ne, jaz bom rekel tako, mi se spoznamo na svoje delo, vemo, v čem smo dobri in zato razvijamo stvari, kjer smo odlični in želimo biti najboljši. Zato tudi kar zastrižem z ušesi, ko zdaj slišim, država bi ustanovila, pa že planirajo izgubo. Dolgoročno predvidevam, da se ne bo dobro končalo. Državno, mogoče podjetniško? Jaz menim, da bi država morala ustvariti stabilne pogoje z nekimi vizijami, da bi tudi potem na drugih, torej kot državnih jadrih, z mnogo interesi v ozadju se je razvijalo zdravo podjetje, morda tudi z imenom, ki bi bilo kaj slovenskega, ker vendarle smo bili na ime Adria ponosni, je del nas, vendar priložnost zamujena. Gospod Škrabar, tudi vi ste podjetnica, vozite se naokoli, mogoče tudi na južne trge in v sosednje države. Kako vi gledate? Včeraj mislim, da je v Odmevih gospod Pečečnik rekel, da se ne bomo vozili kot, zdaj nekako približno citiram, cigani, naokrog po 4 ure v ta letališča Zagreb, Benetke, Celovec, Graz, kot zdaj hodimo 4 ure prej. Kako vi gledate na to? Ja, vozim se vse povsod z avtom ali pa ne nazadnje tudi z letalom in pred 2 leti oziroma pred 3 leti sem šla v Bukarešt 1 uro pa pol leta, lani sem mogla presedati v Beogradu in sem šla z Air Srbija namesto z Adrio. V Bukareštu ste šli pa z Adrio? Tako je 3 leta nazaj in je to definitivno zelo logistično upočasnilo moj proces potovanja tja. Tukaj bi par stvari izpostavila. Prvo kot prvo se moramo zavedati, da tako Adria, torej letalski ponudnik države ali pa tudi Telekom ne nazadnje, o katerem smo prej govorili, to je kritična infrastruktura države, torej informacije in torej nek prevoz, tranzit in tako naprej, se pravi vlakovna, železniška povezava, letalska povezava in to prodajati, mislim, ne vem, meni na kraj pameti ne pade. Drugo kot drugo, to se je prodalo s pojasnilom, da bo boljše, ko bo to reguliral trg. Mislim, kam nas je to pripeljalo? To, mislim, vse vidimo zdaj. Se pravi, manjka nam seveda neka strategija, kam iti. V osnovi, torej, kdo bo zdaj to prevzel? Ali bo to država, ali bo to gospodarstvo, je meni načeloma vse eno, dokler bo to neka strategija, ki nas bo peljala oziroma ki nam bo omogočala transport in bo zadeve transparentne. Ne nazadnje pa tudi so izgubili delovna mesta piloti, ki smo jih izučili, za katera smo financirali in jih bo zdaj uspešno, ker so to dobri piloti, ker so ogromno znanja pridobili in so znani slovenski piloti po kvaliteti in strokovnosti, mislim, ki bo enostavno pograbljali zdaj tuje letalske družbe. Torej, mislim, kje smo, dragi moji? Mislim, jaz sem podjetnik, ampak jaz zelo smotrno delujem s svojim podjetjem in podjetje ima dobre bonitete. Tukaj se pa res sprašujem, kdo pije, kdo plača in ne nazadnje me zanima, kdo bo odgovarjal. Jaz, če zavozim svoje podjetje, jaz nimam denarja, jaz odgovarjam. Kdo pa odgovarja? Najbrž nihče, recimo, če bi sodili po dosedanji zgodovini, najbrž nihče. In to je problem, ja. No, še zadnja tema, po zaostritvi kreditiranja, kot ga je predpisala Banka Slovenije, sledijo napovedi in ugibanja o tem, kaj se bo zgodilo na trgu nepremičnin. Se bo ta začel ohlajati, bodo cene nakupa in najema padle, bo država prisiljena pripraviti strategijo stanovanjske gradnje, predvsem za mlade, bodo stanovanja bolj ali manj dosegljiva. Pričakujem, da bo razlika na trgu, da se vsekakor Banka Slovenije, ki je sprejela ukrepe, da se to bo poznalo na trgu, da bo prišlo do večjih razlik posameznih nepremičnin glede na lokacijo, glede na velikost nepremičnine, ravno tako na energetsko učinkovitost, samo infrastrukturo. Starost stavbe, bo večja razlika med starostnimi stavbe, kot so recimo tiste stavbe, ki so narejene pred letom 80, pa tiste stavbe, ki so narejene pozneje. In sigurno bo tudi večja ponudba potem na trgu. Razlika se bo naredila, tako da bo pričakovati, že zdaj je neko umirjanje prisotno in sigurno bo tudi
večja ponudba na trgu, kot je sedaj, ker sedaj še vedno je povpraševanje, vendar je trg tako, cene so visoke in marsikomu niso dostopne. Doktor Šešerko, tudi vi niste iz Ljubljane, ste študentska in kasnejša leta preživeli v Ljubljano, ste se vozili iz okolice Maribora. Povejte nam, ali se lahko nadejamo, da bodo mogoče ljudje s tem nižjim kreditom začeli kupovati nepremičnine, kje drugje, ne samo v Ljubljani, bodo cene padle, kaj se bo zgodilo? Ne, jaz mislim, da se bo standard ljudi v velikem obsegu znižal. In vidim, da ta Banka Slovenije računa, da lahko tu kar mirno posega, to dela tudi na drugih področjih podobno in nič ne moti, moti jih, da ljudje ne bodo sposobni odplačevati kreditov, ne moti pa jih to, da ljudje niso sposobni plačevati najemnin. To je pa čisto vseeno, gospod direktor banke ima sigurno neko primerno stanovanje blizu, kaj se pa dogaja z ljudmi, ki se vozijo, recimo danes se mnogi vozijo iz Štajerske v Ljubljano in to sigurno ni socialno in ni pametno in bi obratno pričakoval od Banke Slovenije in od vlade, da bodo taka nesorazmerja poskušali najprej sploh opaziti, potem pa reagirati tako, kot vidim tudi po drugih državah. Vidim, kakšne muke imajo v Nemčiji, kjer so ti glavni urbani centri strahovito obremenjeni, ampak vidim dnevno, da se ravno ta čas nemška vlada diskutira, kako bo posegla, da bo olajšala položaj najemnikov. In recimo v Berlinu je bil sprejet zdaj predpis, da se ne smejo poviševati najemnine. Ja, kdo je pa v Sloveniji še kaj takega slišal? Doktor Berce, torej kaj menite, ali je v ozadju tudi mogoče neka želja tujine, da tako rečem, ali pa teh iz tujine, ki ves čas poudarjajo, da imamo v Sloveniji preveč lastniških stanovanj, da bi vendarle zmanjšali to lastništvo in da bi vendarle postali neki najemniki, plačevali za nekoga drugega vse življenje, ne pa da bi sami nekaj imeli? Tukaj bi se mogoče jaz ne strinjal, pa tudi z Leoto in z Bernardo, ne. Namreč slovenski pregovor gre, ne, povsod je lepo, najlepše je doma. To je zelo težko prebavam. Meni bolj diši tista varianta, kjer je lepo, tam sem doma. Zdaj to ni nujno, da je to lokacija, kjer živim, trenutno, lahko je to čist nekje druge. Slovenci smo zapečkarji. Zato smo tudi gradili te velike hiše, naši starši predvsem in prej. In potem so se otroci odselili, niso živeli z njimi, da za mlade generacije je drugače. Te dejansko res nimajo priložnosti priti do tega kapitala, da bi si ustvarjali neko nepremičnino. Ampak kaj delamo mi s temi nepremičninami? Poglejte, avto zamenjamo, če se ne motim po statističnih podatkih, vsakih 10 let. Kaj pa stanovanje? Ga renoviramo vsakih 10 let? Jaz dvomam. In ker smo takšni, ne, se je nabralo tega ogromno. Kaj narediti? Ne vem, težko je reči. Tukaj bi bil zelo previden, vsekakor se ne bi strinjal, da je to samo ideja iz tujine, ker če pogledamo, tako kot je bilo rečeno, in nemška vlada in v Avstriji, država skrbi za kredite ljudi, ki si stanovanj in kreditov ne morejo dovoljiti, ne banke. Dobro, še dva kratka komentarja, gospa Škraber, pa potem gospod Urankar. Ja, mene zanima v bistvu, kakšen signal daje Banka Slovenije s tem ukrepom. Torej, če se ohlaja gospodarstvo, potem nek pomenljiv signal, pač to, kar so zdaj sprejeli. Ne. Je pa tudi nekaj res, ne. Cenzus 710 evrov za posojilo, mislim, to je zelo sramotno. Ne. In pa po drugi strani ravno to, o čemer je pač bil začetek tega diskurza. Ne. Torej, problem je dobiti
350 ali več, ne vem, 400 evrov kredita za najemnino, za 500-600 evrov pa ni problem ali kako. Tukaj me zanima pač, kako so si to zamislili. Ne, pač Vlada to, brez to strategije mogoče. uravnoteženost, Ne? ne. Ja. Gospod Urankar? Ja, strinjam se s povedanim, bi pa dodal, če bodo zaradi teh ukrepov popraševanje manjše, bo tudi cena recimo padla, ampak potem bo še bolj dosegljivo to tistim, ki imajo denar in bo potem spet razkorak med tistimi, ki imajo, bogatimi in revnejšimi še večji. Razslojevanje še večje. Ne bo, ker ljudje ogromno hočejo najeti stanovanja, predvsem zaradi turizma, da ne imenujemo kakšne Airbnb, in ostalih in hočejo oddajati, da bi saj s tem služili, tako da padlo ne bo. Torej, gostje za nocoj, hvala lepa. To je vse. Hvala za komentarje in vam za pozornost. Bodite z nami spet prihodnji teden. Nasvidenje.